Zdravstveni inšpektorji izvajajo nadzore prodaje prehranskih dopolnil in kozmetike, ki vsebujejo ekstrate industrijske konoplje oziroma sestavine iz delov rastline, ki se ne smejo uporabljati v izdelkih. Evropska komisija je namreč julija lani izdala uredbo o novih živilih, gre za živila oziroma sestavine, ki so se v Evropski uniji pred letom 1997 uživala redko ali nikoli. Preden pridejo ta živila v širšo uporabo, je potrebna ocena tveganja in varnosti dolgotrajnega uživanja. Na podlagi te uredbe naj bi zdaj naša država prepovedala izdelke s kanabinoidi, med drugim tudi s kanabinoidom CBD. Do zdaj ministrstvo za zdravje, razen nadzorov, še ni konkretno ukrepalo. Ministrstvo za zdravstvo je naknadno sporočilo dalo znamenje, da bojo povsem sledili nadaljnjim navodilom iz Evropske unije, ki jih pa očitno do sedaj še niso prejeli. Tako da CBD izdelki za prehranski namen pa kozmetični namen se še vedno prodajajo. Ne vemo pa, kaj bo. In celotna panika, ki v glavnem sloni na teh izdelkih, konopljenih ekstraktov, je ne iz danes na jutri, a bo ali ne bo. Čaka se nekje marca, takrat bo več jasnega, do čas pa smo tukaj nekje. Urška je še ena izmed tistih, ki se že leta bori s Crohnovo boleznijo. Zdravniško predpisana terapija ni pomagala, zato zdaj uporablja kapljice s CBD-jem. Ali jih bo še lahko uporabljala? Bo treba še počakati na odločitev zakonodajalcev? Prav tako je veliko nejasnosti glede uporabe smole in drugih kozmetičnih izdelkov. Pravzaprav dobro za tem, če rečemo temu preplahom glede kanabidiola, je, da bo morda tržišče postalo bolj varno, da se bojo res prodajali izdelki kanabidiola, ki so čisti kanabidiol in ki imajo pravilno vsebnost, kot piše v analiznih certifikatih, in ki nimajo oziroma imajo minimalno vsebnost THC-ja, to se pravi pod tisto dovoljeno mejo 0,2%. V Združenih državah Amerike so pri raziskavi izdelkov, ki vsebujejo kanabidiol oziroma CBD, ugotovili, da kar petina izdelkov ni ustrezala napisanim certifikatom. Tako so bili nekateri izdelki, ki praktično niso imeli absolutno nobene vsebnosti kanabidiola noter, drugi so imeli veliko manj, namreč nekako se dovoli do 20% odklona, kar se tiče koncentracije kanabidiola v teh produktih, in nekateri so dejansko imeli tudi višjo vsebnost THC-ja in menimo, da je verjetno to tudi bil vzrok poročila tega toksikološkega oddelka, pa dr. Bravarja, ki je rekel, da je bilo kar nekaj otrok, ki so imeli zastrupitev z kanabidiolom, ampak v bistvu so imeli zastrupitev s THC-jem, ker je bila vsebnost THC-ja previsoka v teh produktih, ki so jih verjetno starši nekje domače produkte kupilne. Novejše raziskave so razkrile možnost uporabe CBD-ja pri lajšanju bolečin, obvladovanju demence, pri zdravljenju po možganski kapi, rakavih bolezni in duševnih motenj. Vendar so za potrditev le-tega potrebne še verodostojne klinične študije. Pri medicinskem zdravljenju pa uporabljajo tudi produkte narave medicinske konoplje, ki vsebuje višje vsebovanosti THC-ja. Pri določenih zdaj govorimo o hudih boleznih, kot so hude rakave bolezni ali pa paliativno zdravljenje rakavih bolezni, potem naši otroci z hudo prizadetostjo zaradi spastičnosti, trdovratnih epilepsij, avtizma recimo. Pri teh so ugotovili, da v bistvu sam kanabidiol ponavadi ni uspešen. V kombinaciji s THC-jem pa ja. Slovenija čaka nadaljnja navodila iz Evropske unije tudi glede vsebovanosti THC-ja v kupljenih izdelkih.
Ta naj bi škodljivo vplival na potek bolezni, kot so na primer AIDS, rast tumorjev, alergijska vnetja v pljučih in napredovanje depresije. Proizvajalci bojo zelo težko dokazovali, zato ker v Sloveniji nimamo ene aparature, ki bi lahko merila recimo vsebnost tega THC-ja, ki je po mnenju nekaterih pač škodljiv, a ne po medicinskih merilih škodljiv. Rada bi v tem kontekstu povedala, da pa ravno marca bo pa konvencija, mislim, da na Dunaju, kjer bojo konoplja kot rastlina iz 4. skupine po Svetovni zdravstveni organizaciji premaknjena v 1. skupino. Saj se ugotavlja, da je bilo leta 1961 storjena napaka pri konoplji, a ne pri uvrstitvi, in sicer konoplja ni zdravju škodljiva rastlina, ampak je celo koristna, ne. Na Ministrstvu za zdravje pa opozarjajo, da se je ponudba CBD olj in smol zelo razširila. Gre za izdelke, kjer je CBD v različnih koncentracijah, ti pa lahko predstavljajo tveganje za zdravje, predvsem pri otrocih, nosečnicah in doječih materah. Zato previdnost in vzpostavitev večjega nadzora, po njihovem mnenju, ni nikoli odveč.